človek je danes ta tempo izumiranja za 1000-krat povečal. Ne? Zdrava kmečka logika je bila zelo kruta logika. Ne? To ni bila empatična logika. In na koncu je bil odgovor, ni bi, ne, ampak denarja ni. Ne? Te spremembe, se pravi podnebne spremembe, oziroma naš vpliv na podnebje in okolje, kako to vpliva na naravne katastrofe? Ampak verjetnost, da se to zgodi, napram 10 let nazaj je danes 2-krat večja. Ne? Skratka, mi smo mojstri v samoslepitvi, češ sej ni nič hudega. Ne? Kako je planet lahko prišel v roke odločevalcev, ki so resnično prestari, po moje, da bi razmišljali o čemerkoli po letu, 2030. Ne? Če nekaj ne naredimo zdaj, bojo posledice stoletja. Ne? To je kar... Pozdravljeni v podcastu Bika za roge. Tokrat smo v sklepni epizodi našega prvega vprašanja, to je, v kakšnem svetu bomo živeli čez 10 let. In tokrat bomo odgovarjali na to vprašanje z področja podnebja in okolja. Moja gostja, ki mi bo pri tem pomagala, je dr. Lučka Kajfež-Bogataj. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Ja, dr. Kajfež-Bogataj, ne vem, če veste, ampak vas je že nekako predhodnica napovedala. Še preden so se midva dogovorila za to epizodo, namreč dr. Vesna Vuk-Godina je rekla, da sta se srečali na parih konferencah. Že sama je omenila, da sta se pogovarjali o tem, da je daleč naš največji problem je podnebje in okolje. In zato se mi zdi, da ste se kar sami ponudili za današnjo epizodo. Kot bo prišlo slejko prej do okoljskega zloma, tako bo prišlo do družbenega zloma, tako da zdaj samo lahko tekmujemo, kaj bo prišlo prej. In s profesor Godino se velikrat v tem sicer malo pošalva, ampak v resnici gre pa za zelo, zelo resne zadeve. Ja, jaz bi vas na kratko predstavil. Ste meteorologinja, doktorirala na biotehniški fakulteti, torej doktor znanosti, zaslužna profesorica na biotehniški fakulteti, torej najvišji nivo profesure, in pa članica medvladnega foruma za podnebne spremembe v Ženevi od leta 2022. Zdaj jaz bi kar tlele začel najino epizodo, namreč jaz sem se z doktorjem Matejem Liparjem sem se pogovarjal na temo mojega podcasta in sem mu omenil, da je eno izmed področji tega našega vprašanja, da je podnebje in okolje. In je rekel on, to se mi zdi pa super, da tudi podnebje vključite v tako vprašanje, ker je to zelo pomembno. In takrat sem sem pomislil na to, da očitno ne razmišljamo dovolj o tem. In tle nekako pridem do tega svojega prvega vprašanja. Kako smo prišli do te točke? Kako smo prišli do tega, da se danes tukaj pogovarjamo o podnebnih spremembah, o točkah brez povratka in podobno? Ja, tukaj je dejansko proces podnebnih sprememb ni se zgodil čez noč, to je jasno. In če bi to najkrajšo pot opisala, nekako, če gledamo, leto 1800 ali pa 1750, mogoče tisto leto, ko je človek v polni spoznanju bil, kako mu fosilna goriva lahko pomagajo. Najprej šlo za premog, ko je človek to pogruntal, ko smo izumili, parni stroj, pa kasneje motor z notranjim izgorevanjem. To je dalo človeštvu nesluteno moč ali pa nesluteno prednost pred vsemi ostalimi živalmi. Mi še danes, vsak dan si prisvojimo 500 let sonca, ker tudi danes še rabimo recimo fosilne goriva. Ta energija, ki je bila spravljena. In seveda, ko je enkrat človek dobil to moč, se je razvila ne samo industrija in tako naprej, razvila se je tudi znanost, razvila se je medicina. In tukaj je prihajalo potem do, bi rekla, prvič povečanja števila ljudi. Po drugi strani seveda tudi potrošniški način življenja se je počasi rojeval. In to je šlo nekako do druge svetovne vojne. Počasi, tudi spreminjanje ozračja, pa seveda tudi že malo ogrevanja.
Po drugi svetovni vojni, ne, je pa ta, bi rekel, če rečeva temu globalizacija mogoče, ampak ni nujno. No. Pravzaprav šlo je za to, da se je svet povezal in da je tudi informacijska revolucija, pravzaprav te netrajnostne načine življenja, ki jih je Zahod že imel, prenesla po celem svetu, ne, s televizijo, z reklamami, ne, je pravzaprav cel svet si zaželel nekega načina življenja, kot ga je videl v zapadnem svetu. Ampak zdaj šlo pa za 5, 6, 7 milijard. Ne. Tudi te spremembe, recimo jaz vedno, kar povem, ko sem jaz rojena, je bilo na svetu še 3 milijarde ljudi. Ne. Zdaj nas je 8,2 milijarde. Ne. To se pravi, te spremembe so šle zelo eksponentno gor. In seveda, če bi rekla, zemeljski sistemi tega niso mogli absorbirati. Ne. In imamo zdaj neko spreminjanje okolja, ki pa tudi ne gre več počasi, ne. Ampak gre razmeroma hitro in začenjamo razmišljati o nekih točkah, kjer bo zelo težko sploh spraviti v neko ravnovesje. Tako da, kako smo od tega prišli? Veliko dejavnikov, ne? Definitivno dodatna energija fosilnih goriv, razvoj znanosti, razvoj pa predvsem tega gospodarskega modela, na koncu potrošniškega, ki je pa to zanesel čez cel svet. Ne? Ja, tako da tukaj vse, o čemer govorim, bi lahko ilustrirala z številkami, za tonami, za tisoči. Ne? In pa se ljudje čudijo, ne? Ja, zakaj nenadoma imamo pa zdaj toliko in toliko recimo ogljikovega dioksida več v zraku. Ja, saj smo toliko in toliko premoga in nafte skurali, ne? Ampak na to ne pomislimo. Ampak fosilna goriva ste omenjali, ne? Fosilna goriva so v bistvu glavni akter tukaj. Zdaj pa omenjali ste 500 let sončne energije, ali kako? Lahko to malo razložite? Glejte, nafta je nastajala skozi tisoče, da ne rečem milijone let, ne? In seveda v končni fazi tudi to, da danes imamo fosilna goriva, to so pa nekoč žive organizmi, ki so se seveda s fotosintezo formirali. To se pravi, v nafti je skrita energija sonca, ne? Pač tistega, ne? Izpred milijonov let. Ampak glede na to, da si vse živali ali pa rastline na leto privoščijo toliko sonca, kot ga tisto leto je, ne? Mi si ga pa itak tudi, ne? Ker imamo kmetijstvo, imamo rabo solarne energije, istočasno, ne? Pa s kurjenjem nafte, kurjenjem premoga, še vsak dan za 500 dni ali pa vsako leto za 500 let te energije počrpamo. Ne? To se pravi, mi spuščamo CO2 v zrak 500krat hitreje, kot je nekoč bil shranjen. Ne? Tako da ta disproporcija tisti, ki take hitre spremembe povzroča. Ampak poudarjam, to je edina vrsta, ki si to privoščila. Zato smo tudi ljudje že zdavnaj iz narave izstopali. Ne? Tudi tisti, ki pravijo, kako pa jaz živim v sozvočju z naravo. Ne? Ja, vsakič, ko vzameš antibiotik, vsakič, ko dojenčka, ne vem, mu damo zdravila, da preživi, ne? To je nekaj, kar je civilizacija, to ni več v stiku z naravo. Ne? Tako da imamo zelo veliko beneficij od tega, ne? Ampak žal tudi, kako bi rekla, feedbacka, ne? Ki pa ni vedno prijeten. Zdaj, tako je, ne? Je več kazalnikov, kaj se dogaja z našim podnebjem in okoljem. Kateri bi vi rekli, da so najbolj ključni te kazalniki? Kje se to najbolj kaže? Ja, v bistvu to je tudi znanstveno vprašanje, bilo tam nekje na začetku tega tisočletja, okoli leta 2005, ne, je dejansko znanost želela pokazati, kje so najbolj ključni problemi, pa seveda tudi kazalnike. Ne, za vsak problem, recimo, da imamo neko vsaj orientacijsko kvantitativno mero. In seveda, če začnem kar s podnebnimi spremembami, absolutno je to problem, skoraj bi rekla številka 1, zakaj? Ker ni povraten. Ne? Imamo probleme, ki se jih da rešiti, bomo menila jih mečkam kasneje. Ne? Podnebne spremembe so nepovratne, govorim seveda o naslednjih recimo par tisoč generacijah. Ne? To se pravi nepovratno. Drug problem, ki bi ga tukaj, in indikator ali pa ti kazalnika, ne, je ravno ta CO2, ki ga omenjamo. To ga lahko vsak od nas zmer. In vsako leto ga je recimo za 2 delca na milijon več. Ne? Tako da zelo merljiva in jasna zadeva. Druga stvar je recimo izguba biotske raznovrstnosti. Ne? Ta je normalno, da imamo evolucijo. Ne? In normalno je recimo za časa Darwina, ko recimo, da je bil vpliv človeka relativno majčken, je nekako 3 vrste na milijon na leto izumrle. Ne? To je zdaj evolucija. Pač tukaj ne moramo nič. Ne? Človek je danes ta tempo izumiranja za 1000krat povečal. Ne? Nam pravzaprav 3 vrste v 1 uri izumrejo. Ne
namesto da bi izumrle na leto, na milijon. Wow. Si predstavljate? Wow. To se pravi, tudi problem, ki je relativno nepovraten. Ne? Ko nekaj izgine v življenju, sicer lahko se tolažimo, se bo pojavilo nekaj novega, ampak tistega konkretno ne bo več. Tako na tretjem mestu pa je mogoče so pa problemi, ki so povezani z vodo. Z vodo, pa ne pitno vodo toliko, ampak recimo vode, ki se je preporazdelila zaradi tudi podnebnih sprememb in povzroča pravzaprav zelo veliko variabilnost vode v tleh. Voda v tleh je pa ključna za vegetacijo, ključna za prehranjevanje, za pašo, in ta voda v tleh je, bi rekla, nepovratno, skratka, ali imamo premokra tla, ali imamo presuha tla, v večini primerov žal presuha. Tako da jaz bi na tretje mesto dala vodo, mogoče še ne pitne, ta hip, ampak predvsem vodo v tleh. Potem se pa na to naloži še seveda onesnaženje zraka. Mi dejansko dihamo zrak po celem svetu, ki nam skrajšuje življenje, v Sloveniji recimo za 8 mesecev, na Kitajskem za 5 let. Ampak to so pa problemi, ki niso nepovratni, to se pa da rešiti. Če se spomnimo čas COVID-a, zrak ni bil onesnažen takrat. V 5 dneh ali 6 so Indijci zagledali Himalajo, ki jo prej niso videli, pa v Benetkah se je videl tudi daleč in tako naprej. Tako da zato to je zdaj mogoče bolj odzadej, čeprav na naše življenje pa vpliva zelo, zelo. Še kakšni drugi so, ampak mislim, da je tole tisto, kjer bi morala pravzaprav, kaj pa težava v teh ravno 3 zadevah, da tukaj ni parcialnih rešitev. To so 3 problemi, skratka podnebne spremembe, biodiverziteta, voda v tleh, ki jih mora reševati cela skupnost. Tukaj lahko Evropa naredi ne vem kaj, sama pa se ne bo dosti poznalo in rabimo globalno sodelovanje. Tisto onesnaženje zraka je pa lokalna zadeva. Če v Ljubljani rečemo, po zimi dizli ne smejo noter, tovornjaki ne smejo noter, samo rečemo, električni avto, problem rešen, pa še če toplarno seveda ugasnemo. Ampak skrbijo ti globalni problemi, ko pravzaprav ena država ali pa en kontinent sam ne more več spremeniti dosti. Jaz bi se te prve kategorije najprej dotaknil. Se pravi, ogljikov dioksid. Omenili ste 2 delca na milijon na leto. Se povečuje. Zdaj, neka normalna stopna, a imam to prav spominjal, da je nekih 350 delcev? Normalna je še malo manj. To se pravi neko povprečje, če gledamo pred industrijsko revolucijo, recimo, ki je Prešeren živel, tako malo, da imamo predstavo, je bilo tam bolj 280 do 300. Potem je šlo pa, recimo, ko sem jaz študirala, 350. Danes imamo 423, 51% več. Če tako rečeva, to je mogoče bolj ljudem blizu. 51% več. S tem, da ni samo CO2, seveda, imamo tudi metan, se bi lahko še ostalih toplogrednih govorili, ampak CO2 je 1000-krat več kot metana, zato v njemu vedno razpravljamo. Metan pa tudi ni nedolžen. In zdaj, recimo, če narediva eno hitro kalkulacijo, pomeni, da bomo, v 20 letih tam na 450, še malo prej, v bistvu. Še malo prej. Ker recimo tukaj sicer mi neke steklene krogle nimamo, koliko bo nafte še nove se skurala, ampak do neke mere, pa vidimo, kam pa staco moli. Mimogrede, ko se pogovarjamo o omejevanju, pa recimo, da je Evropa v zadnjem obdobju 20 let celo res nekaj znižala svoje izpuste. Sicer Evropa je mali arhipelag na severu, kot rečejo Kitajci. Oni nas tako vidijo. Ampak itak se to dosti ne bi poznalo. Ampak istočasno, ko recimo Evropa se je trudila z nekim zelenim prehodom na vojske in vojne še zraven, to se pravi vojska v mirovanju plus vojska v aktivnem stanju, toliko izpustov naredijo, kot jih naredi Indija ali pa Rusija. Ampak te nihče ne šteje, mimogrede, teh ni, teh uradno ni. Vojske. Vojska je izvzeta iz poročanja, izvzeta iz omejevanja, izvzeta iz Pariškega sporazuma, izvzeta iz vsega, imamo jo pa kot slona v
dnevni sobi. Ne? Tako da, mimo grede, tudi ta nekontrolirane emisije bojo verjetno res povzročile, da bi lahko do leta 2050 prišli na 450, do konca stoletja pa lahko pridemo na 1000. Ne? Ker, veste, ta mit, ki je bil prisoten leta nazaj, bo nafte zmanjkalo, bo premoga zmanjkalo, nič ga ne bo zmanjkalo. Ne? Premoga je po ocenah odkritih rezerv še za 200 let. Ne? To nas ne bo rešilo, tako kot kamena doba pravijo, se ni zato končala, ker bi kamnov zmanjkali. Ne? Končala se je pač, ko so nekaj novega pogruntali. Tako da računanje, ko bo zmanjkalo, bo pa dobro, to je mita. Ne? Če kurimo naprej, lahko pridemo do 1000, ker pri recimo ogljikovem dioksidu je ta problem, da nima neke zgornje meje, ne? Da bi rekla atmosfera, tako zdaj pa ne morem več, pa ne bom ga več skladiščila. Recimo voda, če mi vodo črpamo v atmosfero, 8 dni, ne? Ampak pa začeli bolj deževati, in vodni krog sam sebe regulira, ne? CO2 pa se pa nabira, ne? In nabira se stoletja, zato vedno govorimo o nekih prihodnjih generacijah, ki bojo nasrkale. Ne? Mi ga bomo noč spravili, oni ga bojo pa noter imeli, ne? In ga ne morejo dobiti ven po 200-300 letih šele. Ne? Zato je tudi taka, bi rekel, etična velika dilema prisotna, ne? Kaj mi delamo unim, ne? Ker to, kar delamo, se upoznali, kot rečeno, 200 do 500 let, ne? Zaenkrat, razen če res izumimo neko čudežno tehnologijo, ki bo ta CO2 znala iz atmosfere pobrati ven. Zdaj tle mogoče, da bomo vsi dobro razumeli. Se pravi, smo zdaj na 423 delcev na milijon. Ne? Kaj se zgodi, če to pride na 500? Kaj se zgodi, če pride, omenili ste 1000, ne? Da si sploh lahko predstavljamo, kaj to pomeni, ne? Da niso to samo številke, da so to dejansko posledice. Tukaj se pa pravzaprav klimatologija potem začne, ne? Ker te predpostavke zdaj govoriva, ne? Ali bo 1000 ali bo recimo 500, to ekonomisti povedo, oziroma recimo tudi sociologi, ki nekje vidijo, kam svet gre. Ne? In ko mi dobimo zdaj to številko, ne? Recimo 500, se začne klimatološko pa modeliranje. Ne? Skratka, mi lahko na osnovi koncentracije CO2 zračunamo, kakšna bo temperatura. To sicer ni enostaven izračuna, ne? Pravzaprav to so računalniški modeli, ki potrebujejo kar veliko znanja, veliko časa tudi za računanje, to ni tako, da bo v eni uri, rezultat. Skratka, ne, da zdaj skrajšamo. To se pravi, če gremo v to opcijo, da bo preko 900 ppm, to se pravi 900 delcev na milijon, potem je globalni dvig lahko mirno tam med 6 in 7 stopinjami. Ne? Če nam uspe obdržati vse skupaj, ne, recimo sej Pariški sporazum je imel to podstat, da bi do konca stoletja iz teh 420 prišli nazaj na 400, ne? Z tudi pogozdovanjem in tako naprej, recimo. No, in če nam uspe tistih 400, ne, ki smo jih zdaj že presegli, med nama rečeno, bi dvig ne presegel 2 stopinji, ne. Zdaj, med 2 in 7 imamo pa vse to, kar sva naštevala, ne, recimo, če bo čez 600, bo čez 6, ne, recimo neki scenarij okrog 500, ki ste jih omenili, pomeni pa globalno približno 3 stopinje. Ampak te se zgodba ne konča, ne? Namreč tukaj je pa tisto, kar moramo zelo paziti. Globalno je tako, kot pravijo statistika, največja laž, ne? Zdaj, globalno 3 vzemiva, ne? Ali pa kar 2, no, kot neko varno mejo. Globalno 2 za Slovenijo že pomeni 3,5. Ker mi nismo globalni, ne? To recimo za nek Pacifik, za Havaje rečva, ne, ki so sred morja, pa resnično pomeni malo manj. Ne? Tako da mi na kopnem, v srednji Evropi, v Evropi, lahko ta globalen dvig postane izjemno nevaren. Ne? In to je nekaj, kar pravzaprav tudi nikoli ob teh pogajanjih ne povedo. In v Sloveniji, če greva zdaj na številke konkretno, mi smo že na 2,7 zdaj, ko še ni recimo največja koncentracija. Ne? In Slovenija gre zelo, zelo korakamo proti neki 4, ne, najmanj. Slovenija ima za 2,7 večje stopinje. Temperatura že, 2,7 stopinje. Recimo, prej sem omenjala Pacifik, tam se pa še za komaj 1 stopinjo ogrelo. Ne? Kaj meni zdaj Pacifik pomeni? Jaz sem tukaj zdaj. Ne? In zato se nam v Evropi že dogajajo poplave, vročinski valovi, škode, ne? Ker smo že to, po moje, varno mejo prestopala. Ne?
Ampak svetovno gledano, ne, smo pa recimo še v okvirih prilagajanja ali pa v okvirih, kjer bi mogoče tudi živali, rastline, narava, če tako rečeva, se nekako prilagodila na tako mejo. A ne. Biologi pravijo, če gre čez 2, ne, potem ni, lahko da, ja, še vedno obstaja možnost, ampak garancije ni, ne, da bomo imeli tak gozd, da bomo imeli taka jezera, da bomo imeli take ribe. Ne. Ko gremo enkrat čez 2 ogrevanja, je pot v neznano, jaz temu rečem. Ne. Aha, ok, tam se v bistvu niti ne da čisto napovedati, kaj se bo zgodilo. Ne. No, ker zanimivo je bilo, ko smo se pogovarjali z dr. Vuk Godino, ne, Ja. je ona rekla, da sta vidve govorili na to temo in da sta prišli do zaključka, da ko bo hrana, pač ko ne bo več hrane, takrat se bomo pa začeli resno pogovarjati, a ne, o tem, kaj smo naredili. No, sej to hrana se sliši tako, bi rekla, zelo splošno, ne, ampak stvar se bo spremenila, po moje, drastično, ko bojo škode večji kot profiti. Ne. Ampak mi moramo tako gledati. Ne. Za nas recimo neke katastrofalne poplave, ki ti odnesejo, ne vem, po nekih ocenah celo, da smo izgubili več kot 10% BDP-ja v eni noči, a ne, pred 2 letoma. Za neke velike multinacionalne družbe te škode še vedno pač nimajo profita 30%, ne, imajo pa ga 25%. Ne. In se zato ne zmenijo. Ampak ko se bojo te škode večale, ne, ko profit pade na, ne vem, kje je tista margina, ko začnejo paniko recimo zganjati, ko bi padel pa na nič, ne, potem bojo ta isti, ki danes zagovarjajo netrajnostne, bojo najbolj postali zeleni. Ne. Tako da ja, do tega bo prišlo, se to jasno, da bo. Ne. Zdaj, seveda bo takrat tudi hrana tista ali pa voda še prej mogoče kot hrana, ki jo ne bo. Ne. Ampak kaj to pomeni, to streznjenje? Ne? Streznjenje, ko bojo te škode, o katerih govorim, ne, bo seveda tudi druga kolateralna škoda. Ne? A mi res moramo imeti milijone mrtvih, milijone beguncev, ne, da rečemo, opa, ne, nekaj je narobe. Ne? Zakaj pa imamo znanost? Zakaj imamo vse, mi rekla, orodja, ki znajo nekako nam napovedati, dejansko izračunati, kam gremo, ne? Pa jih ne poslušamo. Ne? Ker jaz razumem, srednji vek je bila kuga, ne, ali pa ne vem, hude preizkušnje človeštva, ampak takrat ni bilo nekega znanstvenika, ki bi rekel, evo, imamo cepivo, umivajte si roke, a ne, razkužujmo. Takrat bilo, bi rekla, katastrofa. Danes pa nekako vemo, kaj bi morali, ne, ampak se obnašamo točno kot takrat. A ne. Tako da mene je strah kolateralnih škod, ne mi je strah za človeštvo, vedno zadnji hip so ujeli nek vlak, recimo. Ampak tako, kot je pa bilo, pa ne bo več. Ne. To pa zanesljivo ne. Ja, jaz se spomnim, ker sem bil leta 2005 v službi, mi je sodelavec rekel, da je prišla ven raziskava, da smo prešli točko brez, da je človek že uničil planet na nek način, ne? Da gre proti uničenju. Ne? In to je bilo 20 let nazaj. Ne? Da pa kaj se je vmes spremenil, jaz vidim, recimo, so električna vozila, naprimer, ne? Veliko več je elektrike, a ne? Ne vem, veliko več trajnostne ozaveščenosti pa to, ne. Ampak tako, če pogledam, ne vem, glavne stvari, avioni, tankerji, tovornjaki, a ne, to pa še vedno vse na nafto. A ne. A je tukaj, tako, v bistvu hočem priti do to ugotoviti, ali ta naš prispevek, a ne, koliko dejansko mi prispevamo k temu, da bo prišlo do sprememb. Če, v bistvu zdaj, to sploh nisem vedel, da se vojska ne vključuje v kalkulacije, ne, ker pač delci pa so v zraku, a ne, tudi tisti, ki jih vojska proizvede, a ne, ampak očitno se jo ne omejuje. A ne. A koliko je ta naš prispevek z, rekel, trajnostnim načinom življenja sploh učinkovit? No, zdaj seveda, veste, trajnostni način življenja si ga težko predstavljamo, ker ga nihče nam ni predstavil, tako bi rekla, z poštenimi številkami. Ne? Kaj je recimo pomembno, kaj bi to pomenilo. Ne? Danes te številke približno imamo. Ne? In recimo vse te stvari, ki ste jih našteli, recimo električni vozila ali pa mogoče obnovljivi viri energije ali pa
tudi recimo načini prehranjevanja bolj trajnostni. A ne. Tukaj so žal, gre res samo za kozmetične popravke. A ne. Ker končen koncev, če gledava električni avto, ne, prva laž, ki je prisotna skozi, je, da je nič emisijski. Ne. To enostavno ni res, ker je ta avto treba narediti in ker ga je treba potem tudi vzdrževati. In če bi upoštevali cel življenjski krog, ne, potem recimo je električni avto za 2/3 bolj ekološki. Ne. 1/3 izpustov pa seveda naredi ne na cesti sami. Jih naredi v šoštanski termoelektrarni, jih naredi v, ne vem, marsikje po svetu je situacija še slabša kot v Sloveniji, recimo. Ne. Tako da ja, kozmetični popravek, ki pravzaprav tudi tako, ko ga zdaj gledamo, ne, pri kakšnih težavah, ki jih imamo v prometu, ko so kolone. Ne. A veste, a je kakšna velika razlika, če si v koloni, pa ne moreš 2 ure do Kopra, če si v električnem avtu, a si v unem, ne. Nekaj ne štima, ne. To se pravi, električni avto ne rešuje niti okolja za moj okus, niti tega, da bi recimo imel drugačen življenjski slog. Podobno je bilo tudi z drugimi zadevami. Vse, ker je šlo za kozmetične popravke, ne, je istočasno smo imeli pa naraščanje potrošništva in prebivalstva. Ne. Če recimo gledamo leto 2005, je povprečni Kitajec, ne, bil še vedno relativno reven. Ne. Danes je štandard na Kitajskem v 20 letu primerljiv z vzhodnoevropskimi državami. Ne? To je vse, kar smo recimo, kako bi rekla, po gorensko not prinesli, ne? Z evropskim mogoče bolj trajnostnim načinom, nam je už spolzelo iz rok, ker smo seveda potrošništvo preselili v države, ki ga prej ni bilo. Ne? Zdaj, edino Afrika še ostane, ne? Kjer recimo ljudje živijo relativno še skromno, ne? Ampak vsi trgi verjetno ciljajo pa v naslednjem desetletju, da se tudi Afričani dobijo avtomobile, da dobijo telefone, da dobijo vse, kar že mi imamo. Ne. Potem bo pa itak tega trga po moje zmanjkalo. Ne. Kar hočem povedati je, da pravzaprav mi smo se trajno šli samo v besedi, ne. V dejanjih pa zelo, zelo malo. Ne. Ker recimo tudi lepa ilustracija, ne, ki se mi zdi, ki jo moramo enkrat povedati, mi se pogovarjamo o zmanjševanju toplogrednih izpustov. Ne? In številke, o katerih smo večkrat govorili, najprej je šlo za 20% zmanjšanje, oziroma pri Kjotskem sporazumu je šlo za 5%, pa potem je bilo 20%, pa prejšnja Evropska komisija je dala cilj 55%. Ne? A veste, koliko bi jih mi mogli zmanjšati? Ne. Za 600%. Ne? To se pravi, mi smo čist v nekem drugem svetu, če bi hoteli trajnostne biti. Ne? A veste, in biti trajnosten je, kar se okolja tiče, je treba zmanjšati ta vtis ne za procente, ampak za mnogokratnike. Ne? In seveda, to je ta hip ob tem gospodarskem modelu nemogoče. Ne? Tako da ja, imeli smo politiko malih korakov, rečeva, ki so nezadostni. Ne? In še to, ne, te mali koraki so v ljudi pravzaprav tudi neke napačne okoljske vrednote, če temu rečem, ugradili. Ne? Ko recimo vprašaš človeka, kaj on naredi za okolje, mi začnejo razlagati o ločevanju odpadkov, ne? O tem, da izklopijo mobitel iz vtičnice. To so mikro, še nano koraki. Ne? Resnično važne stvari nastajajo pri potovanjih z letalom, pri vožnji z avto in pri recimo ogrevanju hiše na fosilna goriva. Ne? To je važno. Ne? Tisti mobitel v vtičnici ne, je lepo, da ga izklopimo, ne? Ampak v resnici je to premajhen korak. Mi smo čez malih korakov, zrn do zrn, pogače zamudili. Mi moramo iti za velikimi kamni do tiste palače, ne? Če hočemo. Ne? In to pa nikomu preveč ne ustreza. Ne? In smo v nekem začaranem krogu, ne, ki ga pa seveda v ozadju, ne trajnosti, je pa gospodarski model rasti, to je pa jasno. No, tle pride potem do tega, ne, v bistvu, da vojska, gospodarstvo, tako, tle so verjetno največji interesi, ne, tako bom rekel, ekonomsko-strateški. Ja, tukaj mislim, da kar se dogaja od januarja naprej, ne, jaz mislim, da je vsakmu jasno, ne, kako pravzaprav diktira kapital nek način trošenja, ne, ki je absolutno netrajnosti. V enem obdobju mora farmacija zaslužiti, v tem obdobju bojo orožarji zaslužili. Skratka, zelo, bi rekla, za veliko seveda psihološke predpriprave, to pa ne
ne, kako bo vojna, ne, ljudje že pa moje. Sicer nisem še opazila, da bi sladkor kupovali pa moko, no, to je bilo včasih prvi simptom, ne, govorjenja o vojski, ne, pa pripravi za najnujnejše, ne. Da se nas tudi psihološko pripravi na to, da bo denar šel drugam, ne. Evo, Evropska unija že opozarja, da moramo imeti za 3 dni zaloge, jo, pa tiste 3 dni, ne. Mislim, če bi šlo za res, ne, verjetno 3 dni brez veze, ne. Ampak kakorkoli že, ne, recimo ena od takih bolj grenkih mojih spoznanj je bilo, ko smo seveda začeli opozarjati, da je treba drugače, recimo, da gremo to nazaj res v tisto leto 2005, je bilo vedno posluh, recimo tudi strani slovenskih politikov, ne, poslušali so rekli, ja, ne, in na koncu je bil odgovor, ni bi, ne, ampak denarja ni, ne. In to o tem denarju, ki ga ni, smo poslušali in seveda smo se potem umaknili, ja, ne, ni denarja, ne. Ko je prišel COVID, tu so se milijarde pojavili za maske, za respiratorje, tekmovali smo, pa da ne omenjam turističnih bonov in tako naprej, ne. Bolj akuten problem je bil, ne? Nenadoma denarja kot si. Zdajle, ne, opažamo, da seveda ni več važno fiskalno pravilo, ne. Ne moreš, recimo, jaz se spomnim ene vlade naše neimenovane, ki sem skozi poslušala, ne moreš trošiti več, kot zaslužiš, ne. Ja, zdajle, ne, to ne velja več, fiskalna pravila padajo, da bomo kanone, ne, kupili. To se pravi, to je dejansko bilo eno tako, bi rekla, zamegljevanje, denar je, ne, česar ni je volja. Volja seveda odločevalcev pa nikoli ni na strani, bi rekla, širokih množic, če ni pritiska, ne, pa smo pri osnovni fiziki. Brez pritiska, brez gradienta se nič ne spremeni, ne. Ampak recimo Slovenci smo pripravljeni štrajkati za plače, študenti so pripravljeni metati kocke v parlament za študentsko prehrano, ne. A veste, da gre pa prihodnost skozi prste, a ne, pa se nam verjetno ne zdi. In če ni pritiska, kaj, se bo kaj spremenil? Nikoli v življenju se ni, ne. Ja. Zdaj, mogoče malo provokativno vprašanje, no? Ampak katere 3 stvari bi vi spremenili, če bi imeli to moč, naprimer? Kar vi veste o okolju in kam gremo, kam gre naša pot. Katere 3 stvari so glavne, ki bi jih spremenili? Ja, prva stvar, ki je seveda zelo pomembna, je, spet bom začela z gospodarskim sistemom, ki naravo smatra za brezplačno samopostrežno, ne. To se pravi, mi moramo dati naravi ceno. Pred 50 leti se to ni dalo. Ni bilo znanosti, ki bi rekla, en travnik je vreden toliko in toliko, ne. Danes se to da. Ker en travnik, ne, je pomemben za biodiverziteto, en travnik je pomemben za tla, za ohranjanje vode, ne, temu rečemo ekosistemska usluga in recimo en tak travnik, bom okvirno povedala, ne, če ga pustimo na miru, ne, govorimo recimo o 1 hektaru, ne, bo zaradi opraševalcev in vsega nam naredil uslugo kakovosti našega življenja, pa ne samo življenja, tudi kmetijstva, opraševanja, za cirka 1000 evrov, ne, 1 hektar, 1 leto. In seveda zdaj, če ta hektar pozidamo, pa gor postavimo eno nizko proračunsko trgovino živilsko, ne, smo ta hektar izgubili za 100 let, ne. Ergo, to se pravi, ta hektar ali pa to, izgubili smo za 100.000 evrov uslug, ki jih več ne bo dajal, ker bo tam parkirišče, ne. To pomeni, da ko ti zidaš na tej zemlji, plačaj to zemljo v taki ceni, kot si naravi vzel. Tukaj dobimo popolno prevrednotenje vrednosti zemljišč, ne. Danes je kmetijska, gozdarska nič vredno, ne, to za par evrov, ne. Stavbno zemljišče gre pa v 100.000 evrov, ne. Aha, da bi bilo to v nek ekološki prispevek, recimo, zapakirano. Ja, cena, kar cenovno, ne. Skratka, narava mora imeti ceno. In seveda ta cena mora biti, temu rečejo ekonomisti, eksterni stroški, se točno vejo, koliko je, ne. Ampak eksternih stroškov danes nihče ne plača. Recimo, konkreten primer, da ne bo tako zelo travniško, ne. Recimo, ko se jaz peljem iz Ljubljane v Maribor in nazaj, ne. Jaz kaj plačam? Ne, plačam cestnino, plačam pri registraciji avta prispevek za ceste, ne, in tako naprej. Česa jaz ne plačam? To, da CO2 gre gor, tega nimamo pri nas, ne. To, da naredim zastoj, recimo,
Ne, in 500 ljudi čaka, ne more v službo. Ne. To, da recimo imamo hrup in onesnaženje in tako naprej, tega ne plačamo. Ne. In recimo lepo so izračunali, da približno na 1000 prevoženih kilometrov mi ne plačamo za osebnim avtom vstaj ne 100 do 120 evrov. To je ta eksterni strošek. Eksterni strošek. Tovornjak naredi škode še za več. Ne? In to bi mogli plačati, ne? Ker smo uničili z vsako vožnjo nekaj v naravi. Seveda, kam bi pa ta denar mogel iti? Ne? Nikakor ne enemu v žep Darsu, ampak ta denar je pa zdaj iz tisti, iz katerega delamo kolesarske steze, iz katerega delamo obnovljive vire, iluzioniramo hiše, popravljamo socialno energetsko revščino. Ne? Namenski denar, ampak neki javni proračun, recimo, občinski, državni. Direktno za to, da popravljamo škodo, ki je bila narejena. Ne? In danes smo mi ocenjeni, tudi kmetijstvo, recimo z gnojenjem, z pesticidi. Tudi kmetijstvo ni brez, a veste, kakšne eksterne stroške. No, ampak zdaj bi to eno zelo veliko prevrednotenje pomenilo. No? To bi bil prvi ukrep. Skratka, vključiti naravo, kakšno ceno ima in kaj izgubljamo. Seveda, druga zadeva, ko bi enkrat to vrednotili, bi ugotovili, da ta model, ki ga zdaj imamo, rasti ni dober in bi šli v model, mogoče je res to krožno gospodarstvo, pa dvomam, ne? A veste, ker v krožnem gospodarstvu imate vi, ne samo to, da recikliraš, kot si naivno predstavljajo, ampak dejansko imaš ti delitveno ekonomijo. Ne? Stvari, ki jih ne rabiš, ne, več kot enkrat na leto, recimo, pa rečemo snežna freza, no, en tak lep primer, kdo rab snežno frezo enkrat, ne. Zdaj, kaj mora v eni ulici imeti 100 snežnih frez, ne? Dosti bi bila ena, ne. Pa si jo delimo takrat, ko je treba. Pa ni to nek komunizem, socializem, ne. To je... Skratka, v spremembo družbenega sistema. Sprav, to bi bila zdrava kmečka logika. Ja, pravzaprav ja. Čeprav, veste, zdrava kmečka logika, tukaj bi tudi lahko še kaj povedala, namreč na to se malo preveč sklicujemo, ne? Ampak zdrava kmečka logika je bila zelo kruta logika. Ne? To ni bila empatična logika. Jaz sem prepričana, če malo analiziramo nazaj, kako so otroci umirali, ne, včasih, pa pravzaprav je bilo škoda denarja za zdravnika, ne? Pa kako so se tudi sosedje do sosedja obnašali, ne bi imela kmečke pameti take, kot si jo predstavljamo. Mogoče bolj logika, ne? Ali pa ekonomska logika. Tretji ukrep, če tako rečem, no, bi morda celo moral biti prvi. Ne? Namreč, kakorkoli imamo dober izobraževalen sistem, ne? Pa ta nekako potem kasneje odpove. Ne? Naši osnovnošolci mnogo vejo o podnebnih spremembah, ne? Znajo se tudi obnašati. V srednjih šolah so že, bi rekla, zelo malo ekošol. Ne? Ko pridemo do univerze, tega ni več. Ne? In seveda zdaj odločevalci, pa pravzaprav današnji odločevalci se o podnebnih spremembah niso imeli kje učiti, recimo. Ne? Tako da neko izobraževanje vse življenjsko na tem področju bi bilo nujno, ne? Recimo, na načine, ki bi bili pač primerni stopnji. Ne? Jaz sem prepričana, da ne bi prav nič škodilo vsakemu poslancu, evropskemu ali pa našemu, ne? Med izvolitvijo in nastopom mandata mine nekaj mesecev, ne, ponavadi. Takrat je treba iti v šolo, ne. Takrat je treba seveda prevzeti odgovornost za to, ker boš 4 leta odločal, ne. In če v odločenih stvareh ne veš, ali pa malo veš, ne, je iluzorno prepričevati, da boš odločal z polno kompetenco, ne. Skratka, poslance v klimatsko akademijo, če temu tako rečemo, ne. Od kurikulume popraviti, pa ne samo učiti se o podnebnih spremembah, predvsem dvigati recimo energetsko in pa finančno pismenost. Ne? Energetska je v Sloveniji zelo nizka in ravno zato se nam zdi, ko izklopimo recimo mobilni telefon, da veliko naredimo, če se pa z avto vozimo, ne, pa ni tako velik greh. Mislim, da se je ta energetska nepismenost recimo nedavno pokazala pri omrežnini, pri ceni elektrike. 2 milijona ljudi ni razumelo, pa še danes mislim, da večina ne ve niti približno, zakaj gre. Ne? Ker pač energetsko se učili nismo. In jaz recimo se spomnim diamantne maturantke v razredu, ne? Diamantna maturantka, ne? To se pravi več kot 5, ne, če bi bilo, ki ni imela v življenju računa za elektriko pri 20 letih, ki ni vedela, koliko je kilovatna ura,
ki se ji ni sanjalo, odkje dobijo elektriko, jo dobijo iz Šoštanja, jo dobijo iz Jedrske in da lahko na to vpliva. Ne? Pa je bil račun za vodo in tako naprej. Kako lahko dopusti sistem, ne? Da imamo pravzaprav študente, ki so energetsko za moj okus nepismeni, ne? To ne gre. Ne? In to so tisti koraki, no, ki bi bilo pa verjetno mogoče smiselno jih začeti najprej uvajati. Pravi izobrazba. Ja, ampak tista resnična, ne, brez nekega lažnega zelenila. No. Dost kruta, ampak nujna. Ne. Dejva se dotakniti še naravnih nesreč. A ne? Recimo, nedolgo nazaj so bili požari v Kaliforniji. A ne? Takrat se mi zdi, da je bilo malo več govora o tem, o podnebnih spremembah in podobno. No, pri nas smo imeli pa, slabe 2 let nazaj smo imeli pa poplave, naprimer. A ne? Kako te spremembe, se pravi podnebne spremembe, a ne, oziroma naš vpliv na podnebje in okolje, kako to vpliva na naravne katastrofe? Ja, no zdaj, če bi, mogoče požari pa poplave niso čisto iz istega gnezda, ne, ampak rečemo poplave se da izredno preprosto razložiti, ne, ker tukaj je taka osnovnošolska fizika, ne, zaradi podnebnih sprememb je bolj toplo, ne. Zaradi podnebnih sprememb je recimo Jadransko morje, če greva kar v naše okolje, ima zdaj 31 stopinj, ne, včasih je imelo pa tam 26, ne. To se pravi, imamo ogromno vodne pare, ki zdaj lahko izhlapi, prej ni mogla, v zrak, ki je bistveno toplejši in to vodno paro lahko tudi sprejme. Ne? Vsi vemo, topla kopalnica se nav zarusila, mrzla se pa bo. Ne? Skratka, več vode, večja kapaciteta, ne? In seveda, več, ki jo je gor, več jo bo padlo tudi dol. Ne? To se pravi, če greva v številke, za vsako stopinjo, ko je zrak bolj topu, 7% več vodne pare, ker pa padavinski procesi niso tako zelo linearni, pa lahko iz teh 7% več vodne pare pade dol 14%. Prej sva rekla, da se je Slovenija koliko grela? 2,5. 2,5 krat 7%, imamo 15 najmanj procentov več vlage, dol pade, sva rekla, 14%, na stopinjo več, krat 2,5, imamo pa 30 do 40% hujši naliv. Ostalo so pa grape, pa doline, ki jih ne bomo mogli nikoli zlikati, ne, kjer se ta voda še steče. Ne. Tako da to, da so poplave bolj intenzivne, je izjemno preprosto razložiti. Ne. Seveda, zelo težko je pa reči, da bo v Koroškem naslednjo leto, bo pa ne vem, Soča poplavljala ali pa ne vem, Vipava. Ne. Ampak verjetnosti, da se to zgodi, so se podeseterile. Kaj to pomeni? Ta pojem 100-letne vode, enkrat na 100 let nas bo zalilo, je danes enkrat na 10 let, kar pomeni popolno drugo logiko zidanja mostov, naseljevanja, prostorskega planiranja. Ne. Zdaj, požari so pa ponavadi posledica enega dolgega suhega obdobja. Ne. In zakaj zdaj nenadoma prihaja do tako dolgih suhih obdobij? To je pa tudi razložljivo, ampak gre za to, da vreme je bilo nekoč v naših geografskih širinah, pa tudi ne nazadnje Los Angelesa, zelo dinamično. Gre zaradi premikanja zračnih mas, če bi tako čez prst rekel. 50 let nazaj smo imeli 4 dni lepo vreme, 4 dni slabo vreme, 4 dni lepo vreme, in to recimo na 4 dni nas je približanje na fronta prešla. Zdaj, pa to bi rekla, ta dinamika vremena, zaradi tega, ker imamo različno ogrevanje pola pa ekvatorja, ni več tako hitra. Ne? Oziroma še več obstane. Ne? Mi rečemo, da so to blokade in te blokade pomenijo, da imaš v določenih predelih 3 tedne, 4 tedne lepega sončnega vremena, kar ti seveda presuši gosta, ne? Potem je pa samo še vprašanje ene vžigalce, ne? Ali pa ene odvrnjene. In seveda po drugi strani je pa analog temu, se spomnim, recimo prvič je to kristalno jasno postali leta 2010, ko je imela Rusija vročinski val in so imeli 6 tednov v Rusiji, v Moskvi temperature morilske dobesedno. 56,000 Moskovčanov je takrat umrlo, sicer o tem se ni dosti govorili. Istočasno, ker oni so imeli to obstanek tega lepega vremena, istočasno so bile recimo katastrofalne poplave v Pakistanu, ker njim se je pa ustavilo na, bi rekla, točki neskončnega deževanja.
Tako da ja, tudi te stvari ne, postajajo zelo, zelo verjetnejše kot nekoč. Ne. Da se jih tudi razložiti, ampak spet ne, ali bo to se zgodilo letos avgusta ali pa julija, ne moreva reči, ne. Ampak verjetnost, da se to zgodi napram 10 let nazaj, je danes dvakrat večja. Ne. In recimo zavarovalničarji zelo potem vedo, kaj to pomeni, dvakrat večja verjetnost. Ne. Še enkrat višja premija. Ja, mi pa seveda plačujemo še enkrat višjo ceno v škodah. Ne. Ja. Še ena zadeva se mi zdi pomembna. Nekateri so pa skeptiki, kar se tiče podnebnih sprememb. Mislim, nisem čist prepričan, ampak se mi zdi, da je to še vedno stališče predsednika Združenih držav Amerike. Ne? Kaj lahko rečete tistim, ki pravijo, da so podnebne spremembe prevara? Ja, no, zdaj seveda zanikanje neprijetnih resnic je nekako v naših genih. Ne? Jaz mislim, da če bi pogledali odnos tudi do svojih lastnega telesa, ne, ljudje preslišijo simptome resnih bolezni. Kdo od nas gre k zobozdravniku, preden boli? Ne? Skratka, mi smo mojstri v samoslepitvi, češ sej ni nič hudega. Ne? Tako da to imamo že, bi rekla, v genih in mogoče nam to tudi omogoča preživetje, ne lažje, ne dolgi rok. Ne? Seveda, ko govorimo pa o odločevalcih, se pa tukaj pridruži hotena nevednost. Ta hotena nevednost pa je tudi dosega, pravijo psihologi, enormno velike stopnje. Ne? Zdaj seveda še posebej, ko je treba ukrepati in ko pomeni recimo ukrepanje kratkoročno izgubo profita ali pa nečesa. Ne. Tako da ja, podnebni skepticizem ni nič novega, ker mi smo imeli skepticizem, recimo, zelo ena luštna knjiga je, ki jo jaz vsem ljudem priporočam, je tudi v slovenščino prevedena na spletnih straneh Evropske okoljske agencije, Pozne lekcije iz zgodnjih svaril. Ne. Recimo, ko je Marie Curie povedala že, da je rentgenska svetloba zelo nevarna, ne, je umrla zaradi tega, ne nazadnje, ne. Pa so na rentgen vozili nosečnice še leta 1947. Ne? Veste, 50 let, da se je nekaj prijelo, danes seveda delamo drugače, ne? In pri podnebnih spremembah ni nič drugače. Jaz bi seveda rekla to, da definitivno bo prišel čas, ko bo ta profit, zaradi katerega vse ti laži in sprenevedanje se spremenil v izgubo. Ne? Lahko pa tudi dosti prej, kot sva midva govorila. Ne? To je lahko zelo hitro, ker stvari v življenju niso linearne. Ne? To bi bil bi rekla, nasvet. Ne, seveda je pa treba gledati mogoče tudi iz stališča, sicer jaz si ne upam predstavljati sveta, ko bi bili politiki mladi, ne? Da damo zdajle oblast mlajšim od 30, ne? Glede neizkušenosti in glede mogoče idealizma, vprašanje, ne? Kako bi svet, v katero smer bi se zapeljal, ampak v smer, ki ga pa določa 78 let star voditelj, ali pa poglejmo kitajskega vodjo, pa tudi gospod Putin ni ravno najmlajši, ja, njim pa resnično je vseeno, kaj bo čez 20 let. Ne. Sprav neka uravnoteženost. Ne? Ja, tako da veliko je razlogov, no, zakaj pravzaprav tudi končen koncev, lejte, kaj pa so rekli Ludviki, ne, apremole deluš, ne, za mano potop. Je pa tako mogoče zanimivo gledati zdaj ljudi, ki pa niso Trumpi, ne, pa so seveda tudi podnebni skeptiki ali pa privrženesti tudi mogoče kakšnih lažnih novic. Ne. To je tudi vprašanje, ki je zelo pomembno, pa ne samo v zvezi s podnebnimi spremembami. Je moja razlaga, ne, ki jo seveda mogoče pristransko gledam, kdaj je pravzaprav ta lažnost, ne, ta postfaktična družba začela cveteti. To je bilo tam nekje v 80 letih. Ne. Ker sovpada dejansko z tudi razvojem znanosti, ki je takrat ugotovila, da je svet izjemno kompleksen. Noben problem ni tako enostaven, ne, da damo 2 + 2 bomo dobili 4. Ne. Takrat smo pogruntali, da je podnebne spremembe povezane z biodiverziteto, ta je povezana z ekonomskim modelom, ekonomija je povezana s psihologijo ljudi, ki so potrošniki. Skratka, svet je postal zapleten. Ne. Lažna novica je pa enostavna. Ne. Vsaka stvar ima razlago, ki jo razume vsak. Ne. Ali je zarota,
ali je, ne vem, ničesa sploh ni, in veliko lažje je ljudem živeti s preprostimi razlagami, ne? Kot da ti en znanstvenik začne razlagati stvari. Tako da so bistveno bolj privlačna taka stališča, ne? Ker ti ne zapletajo življenja, ne? Pa še zvečer greš spat in ti ni treba narediti nič, ne? No, to je odličen prehod na naslednje moje vprašanje, kjer bom citiral švedskega znanstvenika Johana Rockstroma, ki pravi, citiram: Od leta 2020 do 2030 bo odločilno desetletje za prihodnost človeštva na Zemlji. Prihodnost ni določena, je v naših rokah. Kako se bodo odvijala naslednja stoletja, bo odvisno, kako bomo odigrali svoje karte to desetletje. Konec citata. Na sredini tega obdobja smo, prioritete so pa ratele čist druge. Ja. Kako vi to komentirate? To je partija, no, ki je stališča okolja izgubljena in tukaj nas pravzaprav rešuje samo še ta misel, da morda, a veste, tudi naše ocene, a ne, jaz sem prej govorila zelo suvereno, ne, Slovenija se bo pogrela za najmanj 3 stopinje, ne. Zdaj, če bi korektno znanstveno govorila, se bo pogrela od 1 do 4, ne. Mi ne moramo, ne, morda bo spodnja ocena, ne. To se pravi, reši nas lahko, da bo dejansko kljub vsemu mehanizmi, ki v okolju so, tudi kakšni še neraziskani, delovali v našo korist, ne? Ampak enako verjetno je, da bo stvar šla tudi bistveno slabše, ne? Tako da, zakaj pravzaprav je do enega takega preloma prišlo, je meni nerazumljivo mogoče, ker ne razumem tudi te gentrifikacije, ali kako rečejo, ne? Ravno te vlogo starosti, ki je nenadoma prevzela oblast, ne, kako je planet lahko prišel v roke odločevalcev, ki so resnično prestari, po moje, da bi razmišljali o čemerkoli po letu, ne vem, 2030. Ne igramo dobro, ne, in tukaj mislim, da je, kot sem že prej rekla, ne, kolateralna škoda neizbežna, ne. Jaz ne govorim, da je sveta konec, jaz ne govorim, da bo, ne vem, človeštvo propadlo, ampak zakaj bomo morali, pa bodo morali živeti, ne, na neki margini z nekim stalnim pogledom v nebo, če tako rečem. Recimo, je že velikokrat to, kar se obeta prihodnjim generacijam, pravzaprav doživljam tudi sama, ne. Tako kot vsi, sem jaz tudi ljubitelj piknikov, ne. Pa sem ljubitelj, ne vem, da se dobimo in bomo nekaj na prostem igrali, ne, ali počeli. Včasih je bilo to eno najlepših doživetja. Veste, kaj zdaj delamo? Radar gledamo, napoved gledamo, oblake gledamo, ne. A bomo, a ne bomo, ne, a se bomo umaknili, če bo kaj. Mislim, že tukaj je neka, bi rekel, kakovost življenja izgubljena, ne, že zdaj. Ne, in jaz si predstavljam, seveda bomo preživeli, ne, ampak ves čas v nekem zaklonišču vremenskem, ne, pa ves čas v nekem tveganju, ali bo ali ne bo, ne. Ker na dolgi rok seveda peščica bogatih bo preživela, ne, da bi sploh se zavedala problema, ne. Ampak mi imamo še vedno milijarde ljudi, ki pa jim bo to dejansko vzelo, ne, v upanje. Ta, bi rekel, zgubljanje varnosti, bi jaz temu rekla, ne. Se stalno počutiš ogrožen od vremena, ne, od, ne vem, vode, zdaj še od, ne vem, kaj se bo dogajalo na frontah, ne, koliko bo ta fronta prišla k nam. Tukaj ga ni denarja, jo ni hrane, jo ni ne vem česa, ki bi lahko skompenzirala ta beden občutek, no. In to ne privoščam enostavno, ne nam, ne na zanamcem, ne. Ampak tlele, recimo, v tej izjavi je nekako izpostavljeno to desetletje kot ključno. Če nekaj ne naredimo zdaj, bojo posledice stoletja. Ne? To je kar, mislim, močna izjava. No? Tako, mislim, tako poziva k nujnosti ukrepanja. No? Tako, ne? Ja, tukaj je ravno ta nujnost iz tega, kar sva že govorila, ne? Da je nepovratno, ne? Mi odločamo danes, koliko bo CO2 za naslednjih 1000 let, ne? Mi odločamo ne nazadnje tudi za infrastrukturo, ki jo danes gradimo. A ne? Če mi naredimo most, ki ne bo upošteval, da je voda zdaj drugačna, kot je bila, ne? Dejansko spet naredimo škodo generacijam, ki prihajajo, ne? Tako da te odločitve niso samo vezane na vpliv na okolje, ampak tudi kako pravzaprav prepoznamo, da smo že danes v težavah, ne? Da že danes se prilagajamo, ne?
In če je mogoče prepozno do neke mere za tisto prvo, da bomo v tem desetletju resnično se odpovedali nafti, da bomo v tem desetletju, resnično ekonomski sistem, ki smo rekla, začeli spreminjati. Če smo tukaj prepozni, nikakor pa nismo prepozni, da se začenjamo učiti s tem živeti. Da pač poplava bo, ampak jaz lahko živim tako, da me ne bo prizadela. Se lahko umaknem, lahko naredim karkoli, suša bo. Jaz imam tukaj le namakalni sistem, tukaj imam deževnico, ki sem jo zbral, ki mi bo pomagala ne samo 3 dni preživeti, ampak mogoče celo poletje. Ampak tudi tukaj čakamo in ne delamo korakov. In zato bi jaz to izjavo tudi tako vzela. Da imamo v to desetletje tudi še zadnji čas, da se prilagodimo na tisto, kar je neizbežno. Evo, dr. Kajfež Bogataj, prišla sva do osrednjega vprašanja. V kakšnem svetu bomo živeli čez 10 let? No, kot rečeno, svet, ki bo toplejši, ki bo seveda imel mogoče opravka z ekstremnim vremenom vsak teden, če smo zdaj navajeni mogoče enkrat na mesec. V svetu, ki bo seveda zaradi tega, ker zdaj govoriva hrana dražja, recimo 20%, kjer bo zavarovalnina dražja, ker seveda zavarovalnice dobro vedo, kar pomeni seveda, da bo tudi naš proračun, če ga tako rečemo, okleščen, zaradi tega. Čez 10 let je žal ne bo razlike med ljudmi nič manjše. To se pravi, če imamo danes 12% v Sloveniji revežev, oziroma pod pragom revščine, pa mogoče 1% bogatih. Tisti 1% bogatih bo ostal bogat, mogoče bo še bogatejši, medtem ko tistih 12% verjetno bo postalo čez 10 let kakšen 2-3% več. Tako da svet, v katerem nam ne bo boljš, pa bi bilo lahko, ampak nam bo dejansko slabše. Če seveda vmes ne pride do nekega spoznanja, da so na svetu še kakšne druge rasti, ne samo ta materialna, ta bi rekla rast, ki nasili v potrošništvu, ampak mogoče, da so rasti, kjer lahko neomejeno rastemo v športu, v kulturi, v spretnostih, v znanju, ne nazadnje, v taki čuječnosti. Danes imate celo vrsto pojmov, ki jih včasih niti ni bilo in ki lahko določene ljudi popolnoma usrečijo, da bi pri tem okolje treba bilo zapacati ali pobrati ali kaj podobnega. Tako da malo na to računamo, ampak težko pa, da bi bila danes 10 let problem, o katerih sva govorila, rešen. To pa mislim, da ne bo. Pa mislite, da bomo na boljši poti čez 10 let do rešitve tega problema ali ne? Ja, jaz iskreno upam, da ja, ker mlada generacija, ki je danes brez možnosti vplivanja, bo takrat imela volilno pravico, bo imela boljšo izobrazbo, kot jo ima naša. In če jih ne bojo nekako družbena omrežja popolnoma dezorientirala, kaj je v življenju važno, prihaja neka nova metla. Tako da to pa je tisti optimistični nastavek. In mogoče tisti 80-letniki, ki danes krojijo življenje bojo čez 10 let v penziji. Okay. Na mladih svet stoji torej? Ja, dobesedno obstane, ne samo stoji. Super. Zdaj pa še v segment hitrih vprašanj. Okay. Koliko bo višja morska gladina v Piranu leta 2035? 2,35, 5 centimetrov. Ok, se pravi, ne bo pod vodo Piran še. Bo, ker poglejte, višina morske gladine je samo en indikator. V resnici pa pogostnost poplav, ki je vezana še na ostale dogodke, pa seveda se bo povečala tudi do 10-krat. Okay. 10-krat. To pomeni vsak teden. Tako da tukaj nas ta številka 5 centimetrov ne sme uspavati. Zavest. Se pravi, koliko poplav kot tista 4. avgusta 2023 lahko pričakujemo do leta 2035? Vsaj še eno, točno tako. Vsaj še eno. Kje bomo smučali leta 2035? Bogati v Švici. Švica nima nobenega problema, ker ima smučišče tako visoko in nad 2000 metrov celo več snega zdaj pade.
po 2000 metrov, pa seveda, to se pravi, Nemčija odpade, Slovenija odpade, no, mogoče še kje v Italiji, ampak definitivno Švica bo ostala prestolnica smučanja. Okay. Kdaj bomo postali družba brez ogljičnega odtisa? Mislim, da v tem tisočletju ne. Oziroma stoletju ne. No? Jaz mislim tam nekje po 2100, da bojo nadomestki, ne? Prej pa dvomim. Kaj lahko vsak posameznik, ki posluša ta podcast, naredi za okolje? Jaz mislim, da prva stvar je, nikomur ne škodijo pravilne informacije, in če konkretno govorijo o podnebnih spremembah, danes zvečer, danes popoldne, kadarkoli poslušate, pojdite na spletno stran Arsa, pod zavihek podnebne spremembe. Ne? Tam najdete strokovne literaturo, ki mogoče je pretežka, najdete brošure, ki so primerne za osnovnošolce, ne? Dobite informacije, poglejte številke, preberite. Ne? To je korak, ki nič ne stane in ki je razmeroma hiter. Seveda, naslednji korak je pa vplivati na odločevalce. Ne? Pravočasno, jasno, glasno in seveda organizirano. Ne? En sam človek težko kaj premakne. Ne? 100 ljudi z zelo jasnim planom, kaj premakne stvari. Mi smo pa ljudje, ki, ko jih pride za 100, kaj ne. Mi vemo, kaj nočemo. Ko bomo enkrat vedeli, kaj hočemo, takrat bo politika poslušala. Ampak recimo, če probava tako reči, da 3 majhne korake, kaj lahko naredijo. Ločevanje odpadkov, na primer. No, recimo, jaz bi rekla, da dajmo izobraževanje, kot rečeno, na prvo mesto, in pa recimo za obljubo, da absolutno ne zavržem nobene hrane. Ne? To se pravi, da kupim, z drugimi besedami, točno toliko rabim, ali pa raj malo manj. Ne? Od lakote še noben ni umrl v tem stoletju, v Sloveniji hrane pa mečemo vsak dan kilo, ne, lahko tudi kakšni. Tako da, recimo, to je korak, ki se bo nenazadnje na denarnici tudi poznal. Ne? In glede na to, da je mogoče zdaj prihaja tudi poletni čas, ne, kar je pod 1 kilometer, pejmo peš. Ne? To se mi zdi, da zmore vsak. Okay. Tudi s kolesom ni treba, ne? Peš, ker mislim, da je tudi za zdravstveno blagajno treba malo poskrbeti. Ja, menda, da kolesarji da so zelo fajn, kar se tiče zdravstvene blagajne, pa zelo slabi za biznis. Malo potrošijo, malo so bolni. No, ampak veste, tudi tako je, ne? Če govorimo o resnem kolesarjenju, ne? Tudi kolesarjenje ni brezoglično, je treba bolj jesti. Ne? Če bi vse sešteli, kar tedaj Pogačar s tistimi napitki, pa kar plastike vržejo proč, ne? Bi ugotovili, da tudi tisti kilometri so kar lepo CO2, kako bi rekla, obremenjeni. Ne? Brez nič ni nič. Ne? Tako da mislim, da pešačenje je še bolj, bi rekla, bolj ekološko trajnostno, kot kolesarjenje. Ja. Bolj zdržno, ok. No, zanimiv vidik, ja. Še zadnje vprašanje. Kje bo dr. Lučka Kajfež-Bogataj leta 2035? Ali lahko pričakujemo kakšen dokumentarec morda? Ja, verjetno, da bom takrat imela kakšno knjigo več, no, napisano, tega si zelo želim. Tudi vem, kako bi bil naslov oziroma kaj bi bila tema, ne? Okolje v mestu, ker večina Slovencev je v urbanem okolju, in v urbanem okolju imamo en kupenih problemov, ki jih na podeželju nimamo. Ne? Bi rekla, en tak vodič, kako v mestu živeti, kako česa se biti, kje so koristi. Tako da ja, jaz upam, da bo to takrat hit, ne, rečemo, da bojo to otroci ali pa vsaj mladostniki ne obvladali. No, jaz se že zdaj veselim vaše knjige. Dr. Kajfež-Bogataj, jaz bi se vam rad zahvalil za vaš obisk in za ta super podcast. Poslušalci, hvala, ker ste bili z nami. Se vidimo naslednjič.